Torej, kako bi razložili delovanje te naprave, ki jo pravkar držite v roki? Ja, to je ena snemateljska padalska kaciga, čelada oziroma ima znači digitalni fotoaparat in digitalnu mini DV kameru. Znači, posebnost je v temu, ker je montirana na čelado, imam tu še en nišan naprej, na katerem vidim, kdaj snemam. Znači, zdaj je stand-by, zdaj snemam, zdaj je stand-by. Znači, tu imam prekidač. Še imam en prekidač postih in ga s jezikom fotoaparat, znači slike delam. Pa je možno tudi predvajanje direktno, broadcasting? Ja, možno. Zato je potreben še en dodatek, ker ga nimam zdaj, ali možno. Ni problem. Znači, morate gledati live jump. Koliko slik recimo na sekundo ali pa na en skok naredite? Na en skok, pa cirka 80 do 100 slik. Kako dolgo pa traja potem vse skupaj ena zadeva, ki se snema na kameri? Nekih 5 do 6 minut. Znači, od priprave do pristajanja, čestitanja, prosti pad, skok z letala in tako dalje, znači nekih 6 minut. Kakšen je torej tip letala, v katerem se nahajamo? Torej, nahajamo se v motornem letalu, ki je kategorije, torej generalne aviacije in se imenuje tip, torej Cessna 172. To je eno izmed najpopularnejših letal na svetu in se uporablja predvsem za razne panoramske polete, razne krajša potovanja. Letalo je 4-sedežno, ena takšna družinska zadeva, ameriške proizvodnje iz kovinskih materialov, torej ne, in je v uporabi že, bom rekel, tam nekje od leta 60. Hočem reči, osnova te konstrukcije, tole letalo je mlajše. Za to letalo rabite sicer licenco tudi športnega pilota, je dovolj ta licenca, ne, in z njo lahko potem letite tako rekoč po celem svetu. A na kakšni višini pa se izvajajo ponavadi ti panoramski leti? Zaradi same dobre vidljivosti in tistega najustreznejše višine so to višine med 300 in 600 metri. Če se gre na kakšne daljše maršrute, seveda, ne, se te maršrute malo povečajo, tako rekoč, in se letenje izvaja tam 1000 tudi do 2000 metrov. Zanima me še nekaj, odkar se nafta draži, pravijo, da so letalske družbe vedno na zgubi. Koliko pa je recimo ena poraba takšnega letala? Konkretno tega letala je poraba okrog 30 do 35 litrov na uro, vendar tu upoštevamo, da to gorivo, to je gorivo 100 LL, katerega je liter okrog 2 evra sedaj. Kateri so pa osnovni deli, recimo pilotske kabine, ki so nepogrešljiv del pri vsakem letenju? Pilotsko kabino. Torej, nepogrešljivi deli, ali bi rekel elementi pilotske kabine, prvo, kar je, seveda so to krmila, to je konkretno krmilni volan, s katerim uravnavamo višino, hitrost in s katerim izvajamo nagibe, levo-desno. Spodaj v predelu nog imamo pedale, to so v bistvu komande, s katerimi uravnavamo smer. Kombinacija vseh teh komand seveda potem privede do raznih zavojev in vseh ostalih evolucij, ki se pač izvajajo lahko v zraku. Nadalje je tu kompleten instrumentarij, ki ga imamo. Ti instrumenti so vsi v anglo-ameriških enotah, to pomeni v knotih, fitih in podobno, zato ker je letalo ameriško in tudi v letalstvu se več ali manj še vedno uporabljajo in tudi uzakonjene so te anglo-ameriške enote. Torej, če pogledamo po vrsti, ura kot klasična ura, brzinomer v knotih, umetni horizont, s katerim se letalo v instrumentalnem letenju vodi glede na zemljo in glede na zrak, tako rekoč glede na nebo, višinomer v fitih, to so potem ta dva sta bistvo navigacijska instrumenta, imenujeta se VOR indikatorja in se uporabljata predvsem za letenje na razna radijska sredstva in pa tale konkretno za pristajanje, instrumentalno pristajanje. Tole je avtomatski pilot, sicer pogrešljiva zadeva, ne, redka letala ga imajo, ampak drugače zelo dobrodošla zadeva za pilote, vendar bom rekel pilote, da tako rečem, razvadi, razneži in potem piloti s časoma, bom rekel, skoraj pozabijo leteti lahko, ne. Žirodirekcional, to v bistvu letijo, ko letijo na raznih maršrutah, da letijo v določeni smeri. Variometer, ki kaže dviganje in spuščanje letala. Motorski instrument obratomer.
Tu je še obratomer motorja, se razume, radiokompas, ki nam kaže tudi smer do določenih radijskih sredstev. Potem imamo tu še motorske instrumente, ki nam kažejo torej nivoji goriva v levem in desnem rezervoarju, temperatura olja, pritisk olja, ampermeter, klasika, temperatura izpušnih plinov in temperatura cilindrov, glave cilindrov. Tu pa imamo vse tisto, kar je tista klasična, bi rekel, radionavigacija, torej dve radijski postaji, instrumente oziroma oddajnike, ki spadajo zraven k tem instrumentom, razne transponderje, torej s katerimi kontrola letenja spremlja naš polet in podobno. Kakšna pa hitrost tega letala v zraku? Hitrost tega letala v zraku je okrog 100 knotov. To pomenijo nekaj čez 180 km/h. To je klasična hitrost. S kakšno hitrostjo pa letalo pristaja? Letalo pristaja za 70 knoti. Zopet govorimo o konkretnem tipu letala. 70 knoti in za 70 knoti se tudi vzpenja. Kaj bi v kilometrih? 70 je okrog 120 km/h. Torej, kakšni so tehnični podatki tega hangarja, najstarejše letalo, najmlajše, koliko jih je? Pozdravljeni, hangar izmer 30x40 metrov je tokrat skoraj premali, saj smo prišli do tako množične flote, da je v zvečerih, ko zapnemo, povsem poln. V zadnjem času smo prišli do dveh novih letal, eno je klubsko, eno je privatno, to sta letali Sting, češke proizvodnje, ki upam, da bo ta zelo služila svojemu namenu. Čemu pa so pravzaprav v osnovi namenjena ta letala? Panoramskim letom, skokom s padalom? Ta letala v glavnem koristimo za šport, za rekreacijo in zato, da nam tudi krajšajo čas. To so športna letala, motorna in pri nas tudi jadralna, ki jih vzdržujemo in tako nam z veseljem služijo že veliko let. Imate pa tudi eno prav posebno letalo, ki predlagam, da se ga kar ogledava, po poti pa poveste nekaj informacij o tem letalu. Ja, to je letalo Super Cup, ameriške proizvodnje, ki nam služi za vleko jadralnih letal in sicer je zanimiv za letenje. Pred nekje 10 leti je bil povsem obnovljen in še danes zelo dobro služi svojemu namenu, pa si ga lahko tudi ogledamo. To je letalo, ki ga v tandemu letita pilot in kopilot ali pa pilot in potnik, ki sedi v tem primeru za pilotom. Letalo je v osnovi staro že več kot 55 let, ne tole naše, ampak takšen model. Trenutno ga ne izdelujejo, ampak ker je zelo dobro, zelo učinkovito, ker zelo dobro služi klubskim zahtevam, je za nas neprecenljivo. Na kakšni višini pa recimo leti in kakšna je potovalna hitrost tam zgoraj? To letalo ima še 150 konjski motor, leti nekje z hitrostjo okrog 100 mph, to je 100 statutnih milj, do višine 8000 fitov.